Časi so se spremenili in danes Toyota, pregovorno zadržana in racionalna znamka, izdeluje tudi takšne avtomobile. Toyota CHR je bila ob svoji predstavitvi leta 2016 eden prvih CUV-jev. Ta vozila, ki združujejo višji odmik od tal in pa takšno dinamično kupejevsko linijo, so bila dotlej večinoma prestižna, ampak kupci so želeli več takšnih avtomobilov. In gospod Akio Toyoda jim je ustregel. To je seveda tisti znani predsednik Toyote, ki je odredil konec dolgočasnim avtomobilom. Toyota ni le vrhunski poslovnež, ampak tudi ljubitelj avtomobilizma. Rad ima vožnjo, dinamično vožnjo, tudi avtomobilske dirke. Nenazadnje Toyota pod njegovim blagoslovom zmaguje na dirkah svetovnega prvenstva v reliju in na dirkah za 24 ur Le Mana. In ta novi duh znamke se odraža tudi v modelih masovne proizvodnje. Odlične primera sta recimo nova Corolla in pa čisto sveži Yaris. No, ampak začetnik te preobrazbe je prav model CHR. In tole je njegova prenovljena izvedba. Še bolj kot kdajkoli je zdaj za ta model pomembno izstopanje. In to kaže tudi s takšno kričečo, oranžno barvo in velikimi platišči. CHR je CUV in CUV-ji želijo izstopati, tudi s takšno padajočo, kupejevsko padajočo strešno linijo. In verjetno vam bodo všeč tudi novi dinamični LED smerniki. In ta poseben, izstopajoč videz vozila oziroma kupejevska strešna linija zahtevajo nekaj kompromisov na področju uporabnosti, predvsem na zadnji klopi. Že zame, ki imam 176 cm, tukaj zadaj prostora za glavo praktično ne ostane prav nič. No, ampak mogoče bo še večji problem kot to predstavljala celo svetloba na zadnji klopi. In ta je posledica teh zelo majhnih oken, zaradi njih se boste počutili, kot da sedite v kakšnem oklepnem vozilu. Tudi prtljažnik je ob prenovi izgubil nekaj litrov prostornine. Odprtina je sicer zelo široka in tako smo v prtljažnik ob podrti zadnji klopi zlahka naložili odraslo kolo. No, tista izguba prostornine velja predvsem za globino prtljažnega prostora, ki je odslej nekoliko bolj plitek, predvsem zaradi večje baterije hibridnega pogonskega sklopa. V vaših komentarjih ob naših predstavitvah vozil pogosto zasledimo veliko kritik na račun izginjanja klasičnih fizičnih gumbov v notranjostih modernih vozil. No, zdaj pričakujemo tudi kakšen pozitiven komentar. V notranjosti prenovljene Toyote CHR je namreč še več fizičnih gumbov kot prej. Prej so bile tukaj ob robu osrednjega zaslona takšne površine na dotik, ki roko na srce niso delovale najbolje. No, zdaj imamo tukaj takšne običajne gumbe, preko katerih dostopamo do nekaterih najpomembnejših funkcij osrednjega sistema, ki je v bistvu v celoti nov. Posodobitev na tem področju je ta model v resnici že kar krvavo potreboval, saj je za najboljšimi v tem segmentu že kar precej zaostajal. No, novi sistem je v primerjavi s starim zdaj precej boljši, v resnici pa imamo tukaj še dodatno pridobitev, ki po našem mnenju vredna še več. In sicer lahko ga povežemo s sistemoma Android Auto in pa Apple CarPlay. Mimogrede, s prenovo se je poslovila tudi tista digitalna ura tukaj ob robu osrednjega zaslona. V resnici nismo čisto prepričani, ali jo bomo pogrešali ali ne, ker verjetno kakšnega tako retro detajla v novih vozilih ne bomo videli več. Navrzimo nekaj sočnih. Za 100 km vožnje boste s tem avtomobilom lahko porabili zgolj 4,4 litra goriva. V mestu boste lahko vozili recimo 90% časa zgolj na elektriko. No in za nameček, ko si boste zaželeli dinamične vožnje, ta avto ne bo le brezbrižno pogledal stran. Srce prenovljene Toyote CHR je nov pogonski sklop. Hibridni pogonski sklop, ki zdaj razpolaga z močnejšim bencinskim motorjem in nekoliko večjo baterijo. Pravzaprav CHR ni avto, ki bi nagovarjal svojo racionalnostjo in uporabnostjo. Četudi bi morda hibrida najprej povezali z vsakodnevnimi vožnjami na dolge proge, temu avtu precej bolj ugajajo mestne ulice, mestni opravki in tudi mestna šminka.
Tu bodo najbolj opazni tudi bonusi, ki jih prinaša hibridna tehnologija. Vsa speljevanja, obračanja oziroma počasna mestna vožnja bodo potekali zgolj na električno energijo. Bencinski motor se bo medtem do hitrosti 50 km/h umešal zgolj pri kakšnem strmem vzponu oziroma močnejšem pospeševanju. Vožnja v mestu bo tako zelo umirjena, zvezna, električno neslišna. Tudi takrat, ko se bencinski motor vklopi, ga praktično ne slišimo oziroma njegovo delovanje zelo težko zaznamo. No in ravno to je glavna prednost hibridov. V primerjavi z električnimi vozili ponujajo podobne zakonitosti vožnje, ampak brez tistih znanih hendikepov. Vožnja je torej umirjena, neslišna, ampak na začetku smo nekaj govorili tudi o dinamiki oziroma živahnem karakterju Toyotinih vozil. In tudi ob pogledu na model CHR bi rekli, da bomo za volanom tega avtomobila lahko uživali. Ne le v umirjeni vožnji, ampak tudi v dinamiki. CHR je nezgrešljivo hibrid. In čeprav so s hibridno tehnologijo opremljeni tudi dirkalniki za Le Mans, to v vozilu kot je ta prinaša določeno specifiko delovanja pogona. V primeru Toyote ga močno zaznamuje tudi delovanje hibridnega menjalnika. Ta je bil pred prenovo deležen kar nekaj kritik. Te so šle, kot pri menjalnikih CVT, večinoma na račun tistega značilnega zaganjanja oziroma dvigovanja vrtljajev, nekako v slogu skuterja. Vendar lahko povemo, da je zdaj izkušnja precej boljša. Bencinski motor ima več moči, kar pomeni, da lahko manj zahtevna pospeševanja opravi tudi v nižjem območju vrtljajev. In dobro sodelujeta tudi z elektromotorjem, s katerim skupaj zagotavljata 135 kW. Ko menjalnik prestavite takole v športni način, bo motor precej dlje držal tisto želeno območje vrtljajev. Nekako tako, kot bi to počeli pri klasičnem ročnem ali samodejnem menjalniku. In res, da kocine pri dinamični vožnji ne bodo šle ravno pokonci, ampak izkušnja je precej boljša, kot smo bili tega vajeni doslej. Še največjo pomanjkljivost smo opazili pri izbiranju voznih programov. Ti bi si nedvomno zaslužili kakšno bližnjico, opazno bližnjico, recimo fizični gumb tukaj. No tako pa jih moramo skoraj z mikroskopom iskati tukaj na majhnem osrednjem zaslonu v poglobljenem meniju nastavitev. Tudi s takšnimi sporočili daje CHR jasno vedeti, kakšen je njegov karakter. Kljub vsem izboljšavam še vedno blesti v značilni Toyotini vožnji, torej umirjeni mestni vožnji. In za nameček v mestu najbolje delujejo tudi asistenčni sistemi, predvsem tisti, ki nam pomagajo pri parkiranju oziroma manevriranju, na primer sistem za nadzor prečnega prometa. In tudi aktivni tempomat zdaj deluje do same zaustavitve vozila. In prav tukaj se vidi tisto medgeneracijsko napredovanje Toyotinih vozil. Medtem ko CHR ponuja zgolj sistem za ohranjanje vozila na voznem pasu oziroma lane assist, novi Yaris že ponuja tudi sistem za ohranjanje sredine voznega pasu, torej lane centering. Vstopni model CHR s hibridnim pogonom z 1,8-litrskim bencinskim motorjem bo na voljo za vsaj 24 400 €. No, če želite močnejši dvolitrski motor, boste zanj morali odšteti približno 31 000 €. Če pa avtomobilu dodamo še vse nujne asistenčne sisteme, pa cena naraste na približno 33 000 €. Ampak kakorkoli, pri nakupu tega avtomobila, in pri tem bi nam verjetno prikimal tudi gospod Toyota, se boste morali vanj vsaj malo zaljubiti. No, za tiste, ki iščete zgolj hibrida in pa 4-kolesni pogon, bo Toyota kmalu začela ponujati tudi novi model Yaris Cross. CHR pa bo s tem postal še nekoliko bolj nišni, trendovski avto. Pravi CUV.